Lepo pozdravljeni. Na gledališkem odru City teatra se je 7. junija 2013 v Ljubljani odvila težko pričakovana gledališka premiera Čarovnik iz Oza, ki jo je odigrala gledališka skupina gluhih Tihe stopinje pod vodstvom režiserke Lade Lištvanove. Tam je bila prisotna tudi naša kamera. Povej, kaj to mi. Uživajte. Vidiš, tam je najin dom. Toto, V Smaragdno mesto. Tam boš našla pot domov. pridi, Toto, greva po rumeni poti in poiščiva Smaragdno mesto. Misliš, da je živ? Zgodbo o čarovniku iz Oza je leta 1900 napisal ameriški pisatelj Lyman Frank Baum. Leta 1939 so posneli najbolj ikoničen film, v katerem je vlogo deklice Doroteje upodobila igralka Judy Garland v modro karirastem kostumu z belo bluzo. Po koncu gledališke premiere smo za mnenje vprašali režiserko Lado Lištvanovo. Doroteja! Jaz sem tvoja teta. Res si ti moja teta.
res, Toto se je želel samo igrati. Moral ga bom peljati na usmrtitev k veterinarju. Gospod, ali ste zdaj zadovoljni? Imate psa. Ne morem vas prepričati, nimam dokazov v nasprotnem. Upam, da verjamete, da sem poštena pred zakonom. Ja, Glede na odziv obiskovalcev je gledališka premiera Gluhih uspela. Prosim, ali poznate mojo teto in strica? Pazi. Stric, teta, teto zelo boli srce. Doroteje ni. Doroteja, pojdi domov. Teto, boli srce? Išče me. Joj, Toto, takoj morava domov. Ja, pazi se, vihar prihaja, pazi, pojdi na pot domov. Pridi, greva. Kako sem vesel. Poglejte, zeleno mesto. Če bi to vedel, bi vas že prej povabil naprej. Joj, 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 počakajte. Aha! Lahko vzameš rdeče čeveljce, ampak sami. Kako sem se spekla? Toto, beži, beži. veš, Kaj ste vsi sem prišli? Pridi, pločevinka. Kaj rabiš srce? Kaj ti bo, ti si iz pločevine, kot en kup zarjavelega železja.
Jaz sem veliki čarovnik iz Oza. Toto, umakni se. Ti? Kdo si ti? Ne, nikoli več ne bom poskušala pobegniti, zavedno bom ostala doma. Doroteja, imela si zelo resnične sanje. Ne, ni res. Niso bile sanje. Ta predstava je dokaz, da niti govor in sluh nista tako veliki oviri, da brez njiju ne bi mogli ustvarjati kulture, ki zaposli vse druge čute in ob njej lahko uživamo vsi ljudje. Ko bi le bile tovrstne predstave bolj pogoste. S to željo zaključujemo in vas vabimo, da nas spremljate še naprej.